Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o lakoti. O tistem, ko te napade lakota, ko enostavno ne moreš se upreti, ne moreš nehati jesti. In o tem tudi pišem v tej novi knjigi, Minkina knjiga receptov. V glavnem dodatek zdaj sestavljam in sem rekla, to je nekaj, kar sigurno rabite vedeti, ali pa da vas spomnim, ker mogoče vi vse to že veste. Če se vam dogaja, da vas napada lakota, da pridete domov tako lačni, da bi pojedli hladilnik, ko se enostavno ne moreš ustaviti, se pravi, vzrok je seveda v tem, da je bil že prevelik razmik med zadnjima dvema obrokoma, se pravi, to je prva zadeva, druga zadeva je pa možno, da ste začeli zajtrk s sadnim smutijem, z banano, mogoče s kakšnim kruhom in vam je to močno dvignilo sladkor v krvi, potem, ko vam pa pade sladkor v krvi, se pa ne moreš ustaviti. In v glavnem, sploh, če delate cel dan v službi in pridete zvečer z luknjo v želodcu, par trikov, da ostane sladkor v ravnovesju, da lahko normalno skuhate, se usedete za mizo, normalno pojeste. Ne pa da, se veste, takrat, ko smo lačni, vsi posegamo piškot, čokolada, nekaj, kar je pri roki, samo da se pogasi ta lakota. Zdaj pa poglejte, pripravila sem nekaj tako res preprostih nasvetov, zaradi tega, da vam bo to pomagalo. Imejte pripravljen ali pa imejte v glavi, če pridete domov tako lačni, da se ne morete ustaviti, pojeste 2 koščka sirčka. Ampak to, v bistvu, če gledate, ta sir sploh ga ni toliko malo. Ampak za predjed, pa normalno skuhate naprej, pojeste sir. Druga zadeva, možno je, skuhajte si eno jajce. 7-8 minut v vreli vodi boste imeli, pojeste jajce, kot predjed se vam bo lakota ustavila. Druga zadeva, namočite si mandlje. Mandlje enostavno date v kozarec vode, lahko že zjutraj pripravite, ker veste, da boste prišli ob 4-5 domov iz službe, lačni kot volk, vas ti mandlji že čakajo. Jih imate doma v kozarcu in enostavno pojeste. Še boljša rešitev pa je, da jih nesete s sabo v službo in da ko greste iz službe, ko mogoče imate po poti za pobrati otroke v vrtcu, še skočite v trgovino, mogoče še kakšen opravek, enostavno vi ste zmeraj bolj lačni, skočiš v trgovino, pa še ena čokoladka. In potem, kaj se seveda prva stvar, spet se ne držiš, spet nisi zmogla. Moramo razumeti, da imamo tempirane bombe, ki jih na nek način lahko kontroliramo. Se pravi, če veste, da ste vsak dan po službi tako sestradani, da komaj čakate, da pridete domov, da nekaj pojeste, kaj pa če bi nesli s sabo, mogoče v enem kozarcu, zdaj sicer res vam tukaj noter imam čija semena, ampak zakaj sem jih pripravila? Čija semena lahko ravno tako zjutraj namočite v kefir recimo, ali pa jih namočite v vodo in ko pridete domov, jih enostavno pojeste. Lahko zraven date še borovnice in nastane čist krasen obrok in brez slabe vesti to pojeste. No, ampak prejmo na to. Če veste, da ste vsak dan po službi tako lačni, da bi pojedali vola in pol, vi začnite nos s sabo v torbici za obrok, se pravi obrok pred kosilom, pred večerjo, za po poti. In kako je najbolj enostavno? Danes zvečer namočite mandlje v kozarec vode, zjutraj jih odlijete to vodo stran, potem pa date te mandlje v eno vrečkico, v eno posodico, najlažje te plastične posodice s pokrovčkom, date v torbico in te mandlji vas počakajo za po poti nazaj iz službe in vi lepo med vožnjo lahko zobate mandlje, domov boste prišli popolnoma site, zadovoljne, tudi če imate spotoma še kakšen opravek, če imate otroke za pobrati, če morate iti v trgovino, vi ne boste šli s praznim želodcem v trgovino, vi ne boste posegali po nekih, glejte, saj vsi vemo, zakaj so tam pri blagajni tiste čokoladke. Ja pač, če si lačen, itak čakaš v vrsti, pa vzameš še eno čokoladko. In enostavno pač za potešiti lakoto. In na koncu, zakaj je ponavadi kruh čisto na koncu, pač ko gremo skoraj da ven.
Zakaj? Zato, ker takrat smo najbolj lačni, čakamo, že itak gremo lačni v trgovino in potem samo še jest. No, v glavnem. Dajte si narediti to in boste videli, kako si boste lahko na enostaven način pomagali, kako se boste dobro počutili, kako boste imeli več energije. In jaz sem dobila še ene zapiske, tako neverjetno, za primer, ko vas napade lakota. Ena skodelica zrnatega svežega sira. To je tisto, da kupite v trgovini cottage sir. Potem kisle kumarice, recimo. Eno pest orehov ali mandlov, recimo pest orehov ali pa pest pistacij. Polovico skodelice posnetega svežega sira. V glavnem, brez problema lahko vi jeste, ker gre se za to, da takrat, ko ste lačni, posegate po hrani. Da ni da po hrani, ki je dobra, ki vas podpre, ki vas nasiti. Če pa posegate po nezdravih prigrizkih, adijo. Za tisti dan enostavno boste zmerom bolj lačni, zmerom bolj lačni. No, zdaj pa še ena stvar. Kaj narediti v tem primeru, da se vam pa vsak večer vklopi lakota in enostavno ne morete nehati jesti? Pomislite, kaj jeste za kosilo. To je zelo pomembno. Mogoče je, da jeste za kosilo neko hrano, ki jo kuha recimo vaša mama, babica recimo. In kako kuhajo naše mame? Vse razkuhajo, ker imajo itak preveč časa in recimo riž, namesto da bi ga kuhale 15 minut, one ga cmarijo 1 uro pa pol. In kaj se zgodi? Ves škrob, ki je noter v rižu, se izloči in mi to pojemo. Seveda, ko pridemo lačni. Ali pa recimo, sploh kar se tiče testenin, prekuhane testenine, to je škrobnato živilo in ko mi jemo tako hrano za kosilo, seveda, ker smo lačni, tako pojemo, sploh če jeste starši, kaj se zgodi? Ja, če se pritožujete, kaj bojo rekli? A zdaj pa tako? A zdaj ti pa še s tem nisi več zadovoljna? Bod vesela, da ti kuham. Se veste, na občutek krivde, ne? Ker je na ta način navajene so že cel življenje na en in isti sistem in na koncu koncev, glejte, naše mame so šle v penzijo, ko so imele 50 let. Zdaj pa vi pomislite, če imate vi 50 let, dobro veste, da vas čaka še 10 let delovne dobe. Če recimo določene ženske, imaš danes 45 let, pri 45 letih imaš, ne vem, otroke v sredini osnovne šole, mogoče na začetku srednje šole, kakorkoli obračaš, veš, da te čaka še naslednjih 15 let delovne dobe. In to pomeni, da naše mame, ki so šle v penzijo pri 50 ali pa nekatera še prej, kaj delajo, o čem razmišljajo samo? Kaj bojo skuhale, pa verjetno se ukvarjajo s svojimi kolki, kako jih bolijo, pa sosedo, kaj ni naredila, pa je naredila. Se nimajo drugega za delati. In eno stvar, če veste, da se ne morete izogniti temu, če jeste pri starših, če se ne morete pomeniti, kaj bi pomenila zdrava kombinacija, mogoče ne bi bilo neumno začeti razmišljati, da si v 20 minutah pripravite svoj zdrav obrok. Kosilo. To ni tako težko, kakor mogoče izgleda, ampak popečete file piščanca, file ribe, to je tik-tak narejeno, nekaj zelenjave skuhate, lahko brokoli skuhate, eno solato narežete, recimo zeljnato solato zdaj v tem zimskem času in če morate shujšati, nič hudega, če ne boste jedle testenin, če ne boste jedle riža, če si pa mogoče danes zvečer skuhate recimo ovseno kašo ali pa proseno kašo, se pa tako potem, ko se ohladi, glikemični indeks se potem zniža, škrob postane neprebavljiv, že tako ajdova kaša ima nižji glikemični indeks in to lepo lahko pripravite kot solato za kosilo. Recimo, v ta novi knjigi dajem, ne vem, kar nekaj teh receptov dajem za tople solate. Se pravi, da na hitro pripraviš neko solato za takrat, ko bi nekaj jedla, ko bi nekaj dala v usta, ko enostavno si lačna, pa ne bi jedla nekaj nezdravega,
ampak si pripraviš solato. In vam povem, to je dobro. To je dobro. Mogoče rabite samo kakšno idejo in boste videli, kako je to preprosto. To je tisto, kar sem danes želela povedati. Se pravi, kaj delati takrat, ko vas napade volčja lakota. Seveda, zdaj še zmeraj zbiram prijave za prednaročila, za novo knjigo z recepti. Ta knjiga bo dobra. Mi je všeč. Kakorkoli, zdaj sem čist noter, vse veste. Ko padam v pisanje knjige, pač mi je všeč. In to, kar delam, mi je všeč. In z veseljem delim pozitivne informacije, pa vas spomnim na kaj takega, kar vi mogoče že veste, pa ste mogoče malo pozabili, da se vrnete nazaj in je to to. No, zdaj pa. In tudi tukaj je zelo pomembno, da smo če pozabimo na pozitivno razmišljanje, da se vrnemo nazaj na pozitivno razmišljanje. Kar, ja, to je pa res osnova. Karte prehodu v novo dobo, da vidimo. Kaj vam ta trenutek sporoča stvarstvo? Kaj je tisto, kar je prav, da veste, da ozavestite? Sploh tisti, ki vas mečkan dajo hormoni, ker to je hormon lakote, ki nas sili, da jemo nezdrave prigrizke. Kaj je prav, da slišite, da vidimo? Te veste, kar skupaj ven prišle pa tale. 3 karte. Kaj se skriva v nezavednih temnih delih mene? Stvarnik, prosim za zavedanje. V sebi ustvarjam nove vibracije, vsa svetlobna bitja mi pomagajo narediti korak naprej. In na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. Veste, kaj preverite z mišičnim testom? A imate mogoče v svoji podzavesti program, ker vidim pri mnogih damah, sploh tiste, ki so v mojih tečajih in ko delamo po podzavestnih programih, imajo program, moram se ubiti s hrano. Daj pomislite, moram se ubiti s hrano. Pač, halo, nihče se ne želi s tem. Ali pa strah me je lakote, strah me je, da ne bom imela za preživetje in potem zaradi tega strahu delam oblogo okrog svojega telesa, da se na nek način zaščitim. Ali pa mogoče moram se zaščititi. Vam naprej prebrala sporočila. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam se svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. Ja, in jaz verjamem, da prvi korak do boljših vibracij je odpuščanje. Da se odpustimo za kakšno stvar, za tisto čokoladko. Pa če nisem čokoladka, mogoče kaj drugega. Da drugim odpustimo, to ne pomeni, da vedno stopimo v korak nazaj, da se vedno, a veste, kdaj pride do karmične izravnave. Do karmične izravnave pride takrat, ko nekdo, ki nam je, ali pa če smo mi nekomu povzročili škodo, se opravičimo in to škodo tudi povrnemo. Ne vem, v kateri knjigi sem brala o tem, ampak piše na ta način, da recimo, če nekdo nekomu ukradel denarnico, da če se pride opravičiti pa reče, lej, žal mi je, ukradel sem ti denarnico. To še ni karmična izravnava. Karmična izravnava se zgodi, ko ta človek, ki je ukradel denarnico, vsebino denarnice tudi vrne. Se pravi, toliko kot je povzročil škode, toliko potem tudi vrne. Tako da, če veste, da ste vi nekomu dolžni, poravnajte svoj dolg. Če pa veste, da je nekdo drug vam dolžen, vztrajate pri tem, da vrne, da ni, da zdaj to vi ste odpustili, pa se greste žrtev. To ne velja. No, pa gremo naprej. Na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. Karta 7. In gre se najprej pri tej ljubezni, da svetim z ljubeznijo tudi za sebe. Se pravi, ker svetim z ljubeznijo do sebe in zato, ker se imam rada, posegam po zdravih obrokih in po zdravih odnosih. Zato, ker se imam rada. V ljudeh iščem njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko žarek Božjega. Dovoljujem si, da vidim svetlobo v ljudeh. Jaz sem svetloba,
ki privlači svetlobo, in jaz sem svetloba, ki osvetljuje temo. Tako da, svetite naprej. Veste, kaj pomeni ego? Sej to verjetno veste. Ego v angleščini je tako postavljati Boga na obrobje. Se pravi, adding God on edge. V glavnem, tako oni razlagajo, ampak postaviti Boga na obrobje in se ti greš malega Boga. In ta mali Bog lahko sodi vsakega, lahko vsakemu pove vse v glavo, kar mu gre. Vsi jemlje pravico, da je pač tako, kot je. Bom mogla nehati govoriti o tem, ni dobro o teh egotih govoriti. Kakorkoli, svetite z ljubeznijo. Svetiti z ljubeznijo pa pomeni, da dejansko takrat, ko ne morete nič spremeniti, se umaknete ali pa ste tiho. Ja. Te energije so zanimive. No in zdaj gremo pa na karto 86. Zanimivo. Selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati. Bodite mirni. Vse se dogaja po božjem načrtu. Zaupaj. Ko bo pravi čas, se bo selitev zgodila na harmoničen način. To zmoreš, v tvoje življenje prihaja vse, kar potrebuješ. In ker prihaja vse v tvoje življenje, kar potrebuješ, se lahko sprostiš, da stvarnik poskrbi za tebe, da pride tisto v tvoje življenje, kar mora priti, ta čas pa svetiš z ljubeznijo. No tako. V glavnem in svetite z ljubeznijo najprej za sebe, zato da bo ta vaša luč lahko obsijala najprej vašo družino, potem pa vse ostale ljudi okrog vas. Tako da uživajte, vse dobro in ja, kot vedno, imejte se radi.